Tako so včeraj v popoldanskih urah udeleženci z dobro poznanim šentjernejskim simbolom, petelinom na čelu, prvi reslov spust sklenili v Kostanjevici na Krki, kjer so že dopoldne odprli tudi poletno reslovo ambasado. V letošnjem letu obeležujemo 200-letnico prvih poskusov resla z ladijskim vijakom na reki Krki in člani društva Gallus Bartolomej smo se odločili, da posvetimo prvi spust od reslovega mostu proti Kostanjevici, kjer je resel tudi delal te prve poskuse z ladijskim vijakom, da ga posvetimo reslu in res je bilo uspešno, druženje je bilo prijetno. Dobro razpoloženi udeleženci spusta in drugi obiskovalci so na cilju uživali ob zvokih prijetne glasbe, premierno pa je bila javnosti predstavljena tudi pesem o Jožefu Reslu ansambla Frančič. Brez jader in brez vesel, dolga leta je razmišljal, izumitelj Jožef Resel. Priznani izumitelj ladijskega vijaka si vsekakor zasluži svojo pesem, meni avtor besedila in glasbe. Seveda si zasluži, tako kot imajo vsi drugi takšne pesmi, bo to Jožef Resel. Res je mogoče čakati 200 let na to, ampak vseeno, zdaj pa bo. Na cilju so v Pokušino ponudili reslovo penino, za katero so poskrbeli v kartuziji Pleterje. Ob tej priložnosti pa sta grof Štatenberski in kostanjeviški župan odprla še reslovo poletno knjižnico. Kostanjevica na Krki je mesto kulture in na naši lokaciji smo postavili tudi reslovo knjižnico za vse obiskovalce, da si lahko določene knjige sposodijo, preberejo, neki tudi si lahko vzamejo, nazaj prinesejo, da si skrajšajo v bistvu čas preživeti tukaj na tej lepi lokaciji ob Krki. Prireditelji upajo, da bo nezahteven spust po Krki postal tradicionalen. Razlog je zelo preprost. Resel je z ladijskim vijakom povezal svet in po 200 letih seveda povezuje tudi Šentjernej in Kostanjevico še bolj intenzivno. Resel je namreč kot revirni gozdar pomemben pečat v Kostanjevici pustil že za časa življenja.